Ne glede na negotovost in okoliščine, ki še vedno trajajo, smo se danes spet zbrali, da se spomnimo, kako čudovitega Boga imamo. In da imamo res en velik privilegij, da kot njegovi učenci razmišljamo o Božjih poteh. Kak privilegij biti učenc nebeškega kraljestva in našega svetega kralja. Da smo Jezusovi učenc, je precej pomembna zadeva. Jezus pravi, da je nebeški oče poveličen tako, da obrodimo obilo sadu in smo njegovi učenci. In zato bi danes rad spregovoril o evangeliju kraljestva in bi rad, da kot Božji učenci razmišljamo o evangeliju kraljestva, ki ga je Jezus oznanil. In rad bi tudi danes, da razmišljamo o Božjem miru. O miru z velikim M, če se tako izrazim, ki izhaja iz resnice z velikim R. Zdaj, danes bomo imeli mir z velikim M in resnica z velikim R. In kakor bomo videli, obstajajo tudi neke resnice z majhnim R, pa drugi meri, ki niso Božji meri. Ko preučujemo Staro zavezo, vidimo, da prerokbe govorijo o prihajajočem kralju, ki bo rešil ljudi in o njegovem prihajajočem kraljestvu. Izraelci so ga pričakovali ves čas. V Novi zavezi lahko jasno vidimo, da je Jezus učil ljudi o Božjem kraljestvu in oznanjal evangelij kraljestva. Zagotovo se spomnite, kako Jezus uči, kako je nebeško kraljestvo podobno sejalcu in semenu, ki pade na različna tla, ali pa gorčičnem zrnu, ali pa ko govori o ljulki in pšenici, ali pa trgovcu, ki išče lepe bisere in tako naprej in tako dalje. Ali pa ko Jezus govori o mreži, ki se jo vrže v morje in zajame različne vrste rib, ali pa zakladu skritem na njivi. To vse govori o Božjem kraljestvu. No, preberimo si na hitro par vrstic. Tle prav Jezus, da je nebeško kraljestvo podobno zakladu skritemu na njivi, ki ga je nekdo našel in spet skril. Od veselja nad njim je šel in prodal vse, kar je imel, in kupil tisto njivo. In tudi, ko so Jezusa vprašali, kako moliti, je rekel, jim je povedal, kako moliti, je rekel, molite tako, naj molijo k očetu, naj molijo, naj pride tvoje kraljestvo, naj se zgodi tvoja volja, naj pride tvoje kraljestvo, naj se zgodi tvoja volja. Jezus je naš odrešenik, je naš učitelj, obenem pa je on tudi naš kralj. In kak privilegij imamo, da nas o kraljestvu uči sam kralj tega kraljestva, preko svoje pisane besede in svojega svetega duha. Jezus nas kliče, da smo učenci tega kraljestva in ne le obiskovalci cerkva. Mi tle nismo poklicani, da smo obiskovalci cerkva. Jezus nas kliče vse, da smo učenci, da smo njegovi učenci. Vsak na svoj način, ampak da smo njegovi učenci. Nek učitelj postave je vprašal Jezusa, kako naj doseže večno življenje. Lahko bi jaz obrnil malo drugače telo vprašanje. Lahko bi ta učitelj postave tudi vprašal, ne kaj naj storim, da dosežem večno življenje, ampak kako izgledajo tisti, ki imajo večno življenje. Kako prepoznamo prebivalce nebeškega kraljestva in učence nebeškega kraljestva. In Jezus bi mogoče govoril, prepoznaš jih tako, ker vidiš, da oni ljubijo svojega Gospoda, svojega Boga iz vsega srca, z vso dušo, z vso močjo in z vsem mišljenjem. In svojega bližnjega kakor samega sebe. Mi kot učenci nebeškega kraljestva sledimo Jezusu. Tudi mi želimo ljubiti Boga z našimi čustvi, z našo voljo in tudi svojim razumom. S tvojim celotnim bitjem. Zakaj? Zato, ker je Bog vreden tega, da ga ljubimo z vsem, kar smo, z vsem, kar imamo. On je dokazal svojo ljubezen do nas. Tako, da je umrl za nas, ko smo še bili sovražniki. In v odločitev slediti Jezusu uprežemo vso našo moč, vso našo svobodno voljo,
Odločeni smo, da mu bomo sledili, da bomo razmišljali, katere poti so prave, katere poti niso prave. In kot njegovi učenci tudi razmišljamo, kako bi se Jezus odzval na različne situacije, na različne informacije. In ko Jezus govori o tem, kdo je bližnji in naj ljubimo bližnjega, kakor samega sebe, nas Jezus želi poučiti, da je bližnji vsak človek, tudi nečisti Samarjan. Nebeško kraljestvo je obrnjeno navzven. Božja ljubezen in Božja predanost ljudem sili ven, med ljudi. Bog ne želi, da njegovo ljubezen nekje imamo v eni kot in to je moja ljubezen, ne, on želi ta ljubezen nas sil, da gremo ven med ljudi. Jezus želi poučiti nas, njegove učence in preko nas vse ljudi tega sveta, kako naj se ljubijo, kako naj se spoštujejo, želi nas poučiti o Božji pravičnosti in o Božji milosti. Vsi lahko rečemo, da živimo v malce nenavadnih časih. Ne. To, kar se zdaj dogaja, se ne dogaja glih vsak dan. Tudi na splošno v zadnja leta ali pa desetletja so stvari precej drugačne, kot so bile 50 let nazaj. In vsaj v zahodnem svetu živimo v nekem nepredstavljivem obilju, po drugi strani pa ni bilo še nikoli toliko depresije in toliko samomorov. Po eni strani smo zelo blagoslovljeni s tehnologijo, po drugi strani nas pa prav ta tehnologija zasužnjuje, povzroča tesnobo in odtujenost med ljudmi. In ker hočeš nočeš tudi mi, Jezusovi učenci, živimo v takem svetu, je dobro, da si včasih zmerimo duhovni pritisk. Ne? Si damo, pa si zmerimo naš duhovni pritisk. In to storimo lahko tako, da si postavimo nekaj vprašanj. Naprimer, se vprašamo, čigavi učenci smo? A smo res Jezusovi učenci? Kdo nas uči svojih poti? A nas uči svojih poti ta svet ali nas uči Bog? Komu dovolimo, da posreduje resnico v našemu srcu? In seveda, konec koncu tudi, kaj sploh je resnica? In recimo par besed o njej, o resnici. Neka splošna definicija resnice bi bila, da je resnica tisto, kar se ujema z dejstvi oziroma z realnostjo, s tistem, kar obstaja. Da je resnica tisto, kar se ujema z dejstvi ali pa z realnostjo. In lahko imamo opravka z relativno nepomembnimi resnicami, tiste resnice z majhnim R. Naprimer, ali je datum o poteku roka na neki konzervi pravilen, ker ta konzerva, kar sem jaz odprl, rahlo zaudarja. Zanima me resnica o datumu. Potem imamo resnice, ki so nam definitivno bolj pomembne kot konzerve. Recimo, bo Hrvaška ostala rumene barve in bomo šli lahko na dopust, ali pa jo bojo spremenili v rdečo in ne bomo mogli iti na dopust. Ali pa zanima nas lahko, kaj je resnica o izvoru virusa. Kaj je resnica o nakupu mask? Resnica, s katero se Slovenci še vedno veliko ukvarjamo, je resnica o povojnih pobojih. O tem so mnenja še vedno razdeljena in nismo enotni glede tega. Približuje se začetek šolskega leta. Starši in učitelji se sprašujejo, kaj je resnica o razlogih za slab uspeh otrok lansko leto. So res krivi učitelji? Mogoče bi starši morali kaj več narediti? Mogoče je krivo to, da so bila vsa predavanja online na Zoomu in da so bili enostavno otroci in starši preobremenjeni. Kaj pa je resnica o globalnem segrevanju, o ploščatosti zemlje ali pa o izvoru človeške rase? Veliko vprašanj imamo ljudje o resnici. In v tako imenovanem demokratičnem zahodnem svetu naj bi se vsak posameznik zase moral odločiti, kaj je resnica. In različni globalni in lokalni mediji nam vsak po svojem iz svojega zornega kota servirajo resnico, ki se v tistem trenutku najbolj prodaja. In da o raznih Facebook resnicah niti ne bom govoril. Tam se pomembnost resnice meri, koliko lajkov imaš. Če je veliko lajkov v všečku, potem je resnica pomembna, če ne, ni pomembna. Ljudje danes nismo v zavidljivem položaju, težko nam je. Tudi mladim je danes zelo težko. Tudi če imajo vse, mladim je danes zelo težko.
živimo v tiraniji mnoštva resnic. Facebook je že pred nekaj časa dal možnost, da se ljudje odločijo za enega izmed 72 različnih spolov. To se pravi, ne samo, da se ti, ko delaš svoj profil, odločiš moški ali ženska, ampak imaš na voljo 72 različnih spolov. Zdaj so to izbiro spremenili v custom, to pomeni po meri, ker so se gotovo pojavljali še novi spoli in nove tako imenovane resnice o človeku. Resnico si danes vsak po svoje sestavil, tako kot ti paše. Podobno, kot se odločiš za frizuro ali pa za barvo las. Zdaj se tako počutim, to se pravi, to pa mora že biti ok, če se tako počutim. In če nekomu nekaj paše, potem ti tega ne smeš komentirati, ker človeški pregovor pač prav, živi in pusti živeti. Če pa mi ne pusti živeti v skladu z mojo resnico, te bom tožil, pazi se, pusti me primer. En zanimiv primer, ki sem ga zasledil iz Amerike, je, da je ena mama v Teksasu je tožila svojega, oziroma zagrozila je s tožbo, glavno je bil proces tak, da je šel potem v časopise, je zagrozila s tožbo svojemu možu, očetu svojega 6-letnega fantka. Zakaj? Ga je obtožiti, ga je želela child abuse, to se pravi zlorabe otroka. Zakaj je moža želela obtožiti zlorabe otroka? Zato, ker njen mož temu 6-letnemu fantku ni hotel reči, da je punčka. Ker njegova mama je mislila, da je punčka, da je transgender, 6 let star otrok, in je želela tožiti svojega moža za zlorabo svojega 6-letnega otroka. Človeštvo je globoko zabredlo in takih primerov je na tisoče, ne si misli, da je samo en sam primer. Seveda pa veliko ljudi začne zanimati, če ne prej takrat, ko ostarijo in se približuje smrt, ali obstaja neka totalna resnica z velikim R, neka vse prežemajoča, vseobsegajoča, neka res tista resnica z velikim R. Pilat je kot zastopnik resnice rimskega kraljestva spraševal Jezusa, kaj je resnica. Vidimo tle v vrstici 38, mu je rekel Pilat, kaj je resnica. In vemo, da je Jezus zase rekel, da je on pot, resnica in življenje. Vendar na tem mestu na Pilatovo vprašanje ni odgovoril, ko ga je on vprašal, kaj je resnica. Pilat, človek, si je kot birokrat, kot politik, ki je trepetal pred rimsko resnico, umil roke in dal bičati Jezusa. Resnici je nadel trnovo krono in jo križal. Resnica rimskega cesarstva si je vzela avtoriteto in v skladu s svojo človeško resnico in pravičnostjo križala totalno resnico. Zakaj Jezus ni odgovoril Pilatu? Jaz sem si dal en odgovor, da Jezus je bil na misiji. Resnica z velikim R, Bog sam je bil na misiji, da dokaže človeku njegovo grešnost in dokot sežijo njegove resnice in tako imenovana pravičnost. Največ, kar je lahko storil človek, v tem primeru Pilat, je bilo, da se je umil roke, jaz nimam nič s tem, in pokazal s prstom na Jude. Oni so krivi. To je največ, kar je lahko človek naredil. In če smo iskreni, lahko prepoznamo tudi sami sebe v Pilatu. Nisem kriv, oni so krivi. Vedno je kriv nekdo drug, nikoli nisem kriv jaz. Tudi Bog bi si lahko umil roke nad človeštvom in nam obrnil hrbet. Imel je razlog za to in vendar tega ni storil. Pustil se je križati od ljudi in njihove tako imenovane pravice ter njihovih malih, nepomembnih resnic in pogledov na svet. Bog je dokazal ljudem, da je njegova resnica ni le neko golo dejstvo o Božjem obstoju. Resnica z velikim R
je napolnjena z brezkompromisno ljubeznijo. Saj on je ljubezen, tako kot on je resnica. Zakaj Jezus ni odgovoril na Pilatovo vprašanje, kaj je resnica? Mogoče zato, ker je vedel, da bo Sveti Duh v nekaj dnevih začel prepričevati svet glede greha, pravičnosti in sodbe. Jezus je vedel, da se bodo v nekaj dneh odklenila vrata zapora celotnega človeštva, ki ga je greh vklenil v laž in strah. Tudi Pilat bo imel možnost odzvati se. Edino, kar bo Pilat moral narediti, je, da bo v veri stopil skozi ta vrata. Vrata Božje resnice. No, ne vemo, kaj se je zgodilo s Pilatom, lahko smo prepričani, da je nebeški oče dal Pilatu možnost odzvati se na resnico nebeškega kraljestva in kralja Jezusa Kristusa, tako kot daje vsakmu človeku na tej zemlji. No, Jezus je umrl, seme resnice, seme nebeškega kraljestva je moralo umreti, da je nebeško kraljestvo pognalo korenino in obrodilo sad, ki je začel zdraviti ljudi. Živa voda se je začela razlivati. Kar je bilo prerokovano že v stari zavezi, se je zgodilo. Starodavne duri so se dvignile. In prav v Psalmu 24, vzdignite vrata svoje glave, vzdignite se starodavne duri, da vstopi kralj slave. Kdo je to kralj slave? Gospod silen junak, Gospod junak v boju. Vzdignite vrata svoje glave, vzdignite se starodavne duri, da vstopi kralj slave. Kdo je ta kralj slave? Gospod nad vojskami, on je kralj slave. In v Izaiji 53 piše, da je kazen za naš mir padla nanj in da smo po njegovih ranah bili ozdravljeni, ko smo izgubljeni tavali kot ovce. Vsak po svoji poti, vsak svojo resnico, vsak svojo krivico, vsak svojo krivdo. Bog pa je naložil na Jezusa krivdo nas vseh. Tako je kralj slave odkupil vse nas in ves svet. On je zlomil moč greha in osvobodil tiste, ki jih je strah pred smrtjo vklepil v sužnost. Resnica je stresla sebe trnovo krono, ki so jo nadeli ljudje, in zavladala s kraljevsko avtoriteto. Odkupljeni smo bili za visoko ceno. Kraljestvo resnice in miru je začelo imeti avtoriteto in oblast nad zemljo in njenimi prebivalci. Naš odrešenik in kralj je zavladal. Imenuje se čudoviti svetovalec, močni Bog, večni oče, knez miru. Oblast se bo širila, piše, in miru ne bo konca. Kaj bo njegova vladavina naredila? Da miru ne bo konca. To dela njegova vladavina. Njegova vladavina prinaša mir, njegova vladavina prinaša spravo. In to je dokaz o mesijenem vladanju, ki kot knez miru čaka, da se v naših srcih, v naših dušah ukoreni in ustali njegova vladavina. Odrešujoča moč njegove smrti in ustajenja nam omogoča mir z Bogom in prebivanje njegovega življenja in značaja v nas, v naših srcih skozi Svetega Duha. Delo Svetega Duha v našem življenju je namenjeno, da bi nam pomagal, da se naučimo prebivati v Božjem miru. In kot dobri učenci, da naučimo prebivati v Božjem miru tudi druge ljudi. Jezus je rekel, mir vam zapuščam, svoj mir vam dajem. Predati se njegovi volji in pokoriti se njegovi besedi bo prineslo notranji počitk. Ko bomo dovolili, da bo Božji mir vladal v naših srcih. Božjemu miru dopustimo, da deluje kot sodnik, kot presojovalec nad odločitvami. Božji miru moramo dopustiti, da preglasi in ovrže dvome, ki bi nas vznemirjali. Božji mir je tisti, ki ruši nasprotnikove laži, ki bi nas želele poraziti ali pa odvrniti od same resnice. In popoln mir je na voljo, ko sta srce in osredotočena na Božje obljube, na Božjo moč in na Božjo prisotnost. Na našega kralja miru, na njegovo besedo,
na prisotnost njegovega kraljestva tukaj in zdaj. Njegovo kraljestvo je prisotno tle in zdaj z avtoriteto. To ni hec, to je zelo resna zadeva. Ker Božje kraljestvo je sveto kraljestvo. In mi ne bi mogli stati pred našim kraljem in gospodom, če ne bi bili pokriti z njegovo krvjo, ki nas čist in dela sveta. Jezus je rekel, bodite sveti, kakor sem jaz svet. Moramo mu zaupati. In Božja obljuba je, da kdor mu je predan, da mu ohranja mir, ker zaupa vanga. In ko molimo, Oče naš, naj pride tvoje kraljestvo, naj se zgodi tvoja volja, Oče, naj se zgodi tvoja volja, takrat molimo, naj pride Božji mir z Božjo avtoriteto. Plačano je bilo zanj, zato lahko pride. On ima legalno pravico, da pride. Božji mir je povezan z avtoriteto kralja miru. Naprimer, ko pride starš v sobo, kjer otroci se razgrajajo, odpre vrata, stop noter in tako je tišina. Ne? Avtoriteta je stopila noter. In to naredi naš Gospod. Ne? In celo stvarstvo, vsi demoni, vsi trepetajo pred Jezusom Kristusom. Edino ljudje so, ja, okej, mogoče tako. Ne? Ampak on pride noter, je mir. Ne? Samo moramo prepoznati njegovo avtoriteto. On nas ne sil, on nam daje svobodno voljo, zato se gre. Ne? On ne bo nobenemu zvil roke in rekel, moraš se podrediti moji avtoriteti. Ne? Mi se podredimo njegovi ljubezni, on je dokazal svoj ljubezen do nas na križu. Z nebeškim kraljestvom prihaja vladavina kralja miru, kneza miru. In kralj miru vlada z avtoriteto. Jezus je ves čas učil o Božjem kraljestvu in hodil v avtoriteti Božjega kraljestva. Nas je poklical za učence tega kraljestva. Vendar nas je opozarjal, obenem nas je opozarjal. On je rekel, mir vam zapuščam, svoj mir vam dajem. Ampak pazite se, ker vam ga ne dajem tako, kot vam ga daje svet. Vaše srce naj se ne vznemirja in ne plaši. Ampak jaz vam ne dajem miru, tako, kot vam ga daje svet. Vedel je, da bomo ljudje v skušnjavi iskati mir na napačnih krajih. Tudi danes in tudi mi. Tudi jaz. Priznam, velikokrat sem v skušnjavi in iščem mir na napačnih krajih. Ljudje razmišljamo, da moramo včasih na samo, da bi našli mir. Ampak mir ni povezan s samoto. Včasih moramo najti človeka, ki bi nas razumel, da bi čutili olajšanje, a resničen mir ni povezan z ljudmi. Včasih moramo potovati nekam, da bi imeli mir, a mir ni povezan s tem, da se odklopiš. Včasih si moramo dati čepke v ušesa, da ne slišimo hrupa, a mir ni povezan s tišino. Včasih moramo iti na zelen travnik, a mir ni povezan z zelenostjo trave ali pa z metulji, pa naj bodo še toliko čudoviti. Mir ni povezan z odsotnostjo nečesa, mir je povezan z bližino nečemu. Mir je povezan z bližino in avtoriteto osebe, ki je vzpostavila mir. Mir, Božji šalom, prinaša oseba in ta oseba se ne imenuje moj mir, Vladimir, Branimir, Črtomir, ne vem, te sem se spomnil, drugi mi niso prišli na misel. Ta oseba je Jezus Mesija, on je naš meziljeni odrešenik, on je naš kralj, on je naš princ miru. Celotno Sveto pismo je napovedovalo prihod princa miru. Izaija je rekel, da se bo duh z višave razlil na nas, delo pravičnosti bo mir. Sad pravičnosti bo počitek in varnost na veke. Čigave pravičnosti? Božje milostne pravičnosti. Božje milostne pravičnosti. Ne človeške pravičnosti. Videli smo Pilata in človeško pravičnost. Božje milostne pravičnosti, ki izhaja iz ljubezni. Božji mir nebeškega kraljestva izhaja iz Božje pravičnosti.
in Božje prisotnosti in je radikalno drugačen od mira, ki ga ponuja ta svet. To je tak mir, da celotno stvarstvo vzdihuje in hrepeni, da bi se razodel skozi sinove kraljestva. To si lahko pogledate v Rimljanom, poznate tisto vrstico. Celotno stvarstvo hrepeni po razodetju Božjih sinov. Ampak kak je ta mir, kak je ta nebeški mir, po katerem hrepeni celotno stvarstvo? V to vladovino kraljestva miru lahko pokukamo tako, kot skozi ključavnico, skozi besede zapisane v Izajiji v 11. poglavju. Kako izgleda ta vladavina kraljestva miru? Pazite zdaj to, a ste pripravljeni? Volk bo prebival z jagnjetom in panter bo ležal s kozličem. Teliček in levič se bosta skupaj redila, majhen deček ju bo poganjal. Krava in medvedka se bosta skupaj pasli, njuni mladiči bodo skupaj ležali in lev bo jedel slamo, kakor govedo. Dojenček se bo igral nad modrasjo luknjo, nad gadjo luknjo in odstavljeni bo iztezal svojo roko v modrasjo odprtino. Ne bodo škodovali in ne uničevali na vsej moji sveti gori, kajti dežela bo polna Gospodovega spoznanja, kakor vode pokrivajo morsko globino. Tisti dan bo Jesejeva korenina stala kot znamenje za ljudstva. Njo bodo iskali narodi in njeno bivališče bo slavno. To se zgodi, ko je na delu knez miru. Tu vidimo samo malo, samo en pogled, ampak ta mir je totalno nekaj drugega, kakor si mi lahko zamišljamo ali pa predstavljamo. Prav, da je Jezus je naš mir v Efežanom. On je vzpostavil mir, ko je v svoji osebi je ubil sovraštvo. Ko se je on pustil križati, ko se je resnica pustila križati, ta resnica napolnjena z ljubezni, je bilo sovraštvo ubito, je bilo sovraštvo uničeno. Jaz preden sem poznal Gospoda, eni poznate mojo zgodbo, precej sem bluzil okrog in v glav sem imel en tak šum in ni bilo miru in svašta in misli in glasov in slike in ne vem, a je to prav, a je tisto, pa droge, alkohol, žuri in tako. In potem je ena daljša zgodba in sem predal življenje Gospodu in to je bil zame en proces, ampak eno jutro, jaz sem zmeraj čakal, da mi pride mir v glavo. Jaz sem mislil, če imam šum, če imam vso to zbrko v glavu, da mora priti mir v glavo. In sem čakal, da mi pride mir v glavo. Bom bral filozofske knjige, vse se mi bo poklopilo in potem pride mir v mojo glavo. Eno jutro sem se zbudil, takrat sem bil v študentskem domu še, in ne, da je bila tišina v študentskem domu, so bili tudi drugi noter, ampak jaz sem se zbudil in jaz sem fizično občutil, da je ta mir tle prišel v moje srce. In kakor da bi se od tle razširil vse povsod. Jaz sem vedel, da je mir prišel v moje srce, da je bilo moje srce ozdravljeno. Da je moj kralj in Gospod pozdravil moje srce, da se je dotaknil mojega srca, ne mojih možganov ali možganskih celic. Ne? Seveda potem pride mir vse povsod. Ampak gre se za naše srce. In Božji mir je kakor trojanski konj, ki se sprosti od znotraj. Poznate zgodbo o trojanskem konju, peljali so ga v mesto noter so bili vojaki in so zavzeli mesto. No, Božji mir je tudi tak, on od znotraj naredi nekaj novega. Preko semena, preko Božje besede, ki udre od znotraj, kakor zdravilo. In vera, naša vera sproži delovanje zdravila. Tudi če je samo majčkana vera, sproži delovanje zdravila. In Bog začne delati preko svoje besede, svojega miru, spremembo v naših srcih, v naših življenjih. Božji namen ni, da le vsake toliko občutimo nek nadnaravni mir. Ne vem, vsake 3 mesece v cerkvi, wow, kako je bilo, kak lep mir. Ne, to je super, jaz takoj podpišem za vse to. Ampak gre se za kralja miru. Gre se za njegovo avtoriteto. Njegovi avtoriteti se moramo podrediti in
našemu sledenju kralju miru prihaja nebeški mir. Drugače ne bo miru, ker okoliščine bojo zmeraj v naših življenjih, tudi slabe. Ampak mi sledimo kralju miru, knezu miru. Ljudje se morajo spraviti z Bogom in pustiti kralju miru, knezu miru, da vlada in da moramo se podrediti njegovi vladavin miru. Izaija spet pravi, za nadzornika ti bom postavil mir, za priganjača pravičnost. Čigav mir bo postavil za nadzornika? Čigavo pravičnost? Sigurno ne človeške. Sigurno ne miru, ki ga, ne vem, Združeni narodi prinesijo. Ne vem, ali pa pravičnost v Hagu, recimo. Gre se za Jezusov mir, za Jezusovo pravičnost, ki izhaja iz Božje milosti, ki izhaja iz Božje ljubezni. Ta mir nas poganja, ta mir nas naganja skoraj kakor ovce, da gremo v pravo smer, v mir z Bogom in v mir z ljudmi. In taka kvaliteta miru, kakor smo videli v Izaija 11, tak mir bo nadzornik tvojega srca. Ne nek mir, a je to Božji mir, ni to Božji mir, mislim, a sem ne. Ja, potem, če ne veš, potem nisi izkusil Božjega miru. Ampak Gospod te želi blagosloviti, tako da išče naprej njegovo obličje, išče naprej njegova pota. Tak mir, Božji mir bo nadzornik naših src in ne nek človeški mir. Njegova kri sprave omogoča mir. Sprava med Bogom in ljudmi se je zares zgodila na križu. Mir, ki ga omogoča brezkompromisna ljubezen nebeškega očeta, ta mir želi postaviti stvari na pravo mesto. Kakor sem prej rekel, starš pride v sobo in je mir in reče, ti tam, ti to. In Gospod želi tudi tako narediti. Ne, ker nam želi slabo. On ne želi blagosloviti, ampak mi doskrat po svoje lutemo. Kakor prav, kakor ovce smo zablodili vsak po svoji poti. To je ta mir z velikim M, ki izhaja iz resnice z velikim R. Božji mir je sveti mir in naš Bog je sveti kralj. Jezus želi, da smo učenci nebeškega kraljestva, da smo učenci kraljestva miru. Spet pravi Izaija, kako ljubke so na gorah noge glasnika, ki oznanja mir, ki prinaša veselo novico. Tvoj Bog kraljuje. Kaj pravi vesela novica? Kaj pravi evangelij? Tvoj Bog kraljuje. Tvoj Bog kraljuje. Kolikokrat se mi dobimo med sabo in rekel, tvoj Bog kraljuje. Ja, pa res kraljuje. Ja, ampak jaz se počutim tako. Ampak ja, Jezus kraljuje. Ja. Moramo se eden drugega mu povedati doskrat, naš Bog kraljuje. Vem, da ti je težko in tudi jokati s tistimi, kar so žalostni in se veseli s tistimi, kar so veseli. Ampak naš Bog kraljuje. Vesela novica ne pravi le, Bog obstaja. Ne. Vesela novica ne pravi le, Bog obstaja, snaži se, korona razsaja, Bog je tam, ti si tle, snaži se. Ne, vesela novica pravi, tvoj Bog kraljuje, zdaj kraljuje. On ti ponuja roko, da te bo vodil v moči njegove sprave. Vodil te bo v njegovem miru. Kaj pa mi danes? Kdo in katera resnica nam prinaša mir te dni? Komu dovolimo, da interpretira stanje sveta in nam opisuje resnico? Komu se zatekamo po pomoč te dni, te tedne, te mesece? Tako kot obstaja resnica z velikim R, tako obstaja tudi mir z velikim M. To smo slišali. Ampak obstajajo tudi druge resnice, obstajajo drugi miri. Pilat je sledil rimski resnici, rimski interpretaciji resnice. Širil je rimsko resnico in rimski mir, Pax Romana. To je bil rimski mir. Se včasih vprašate, v kakšno resnico verjamejo tisti, ki oblikujejo vsebine sredstev javnega obmeščanja, televizija, Facebook, Instagram. Se vprašate, v kakšno resnico verjamejo ti ljudje? Kak je njihov mir? Ko gledate enega novinarja, danes večer ali pa jutri ali naslednji teden,
ko boste gledali eno novice, v kako resnico verjame ta človek, kakšen je njegov mer. Poskusite razmisliti o tem, kak mer širijo, kakšne resnice dajo mer Slovencem. Kakšne resnice dajo mer Slovencem. Učenci nebeškega kraljestva dopuščamo, da nas uči in nadzira Božji mir in Božja pravičnost. Sam princ miru, Jezus Kristus. Na svojem srcu imamo nadeta očala kraljestva miru, ki nam jih podari knez miru in naše srce gleda skozi to Božjo perspektivo, na resničnost okrog nas. Jezus želi, da gledamo na svet in da vidimo stvari, tako kot jih on vidi, iz vidika Božjega kraljestva. Dobro je, da se kot njegovi učenci, kot učenci kneza kralja miru poučimo o naši nebeški domovini, o njenih zakonih in mogočnem in ljubečem kralju. In da o tem seveda tudi povemo drugim. Ker to je res vesela novica. To je res vesela novica o kraljestvu in o kralju, ki vlada. Jezus se je zavedel situacije 2000 let nazaj in vedel je, da nam danes ne bo lahko. Rekel je, ko je govoril učencem, rekel je, da učenci niso od tega sveta, kakor jaz nisem od sveta. Ne prosim, da jih vzameš sveta, prosil je očeta nebeškega, ampak da jih obvaruješ hudega. Niso od sveta, kakor jaz nisem od sveta. Jezus je rekel, mi nismo od sveta, ampak prosim, da jih obvaruješ, prosi za nas, da nas obvaruje hudega. Vladavino kneza miru in mir nebeškega kraljestva lahko izkušamo ne zato, ker nam je vedno vse okej, ali pa kar ne izkušamo nekih pritiskov in izzivov v življenju. Včasih nam je zelo hudo in včasih lahko celo ne vidimo izhoda iz raznih situacij ali pa iz raznih tragedij. Nebeški mir lahko izkušamo zato, ker vemo, kdo vlada in vemo, kaj je resničnost z velikim R. Nebeški mir je povezan z osebo, ki nam ponuja roko in nas bo vodil skozi vse navihte življenja. Predstavljajte si otroka, kar prime očeta z roko in je lahko odzuna navihta, treska, ampak se čuti siguren, mu je neprijetno, lahko celo joče, ampak je na varnem v objemu starša. Gospod nas spodbuja, naj upremo pogled vanj, saj je on vedno blizu. Opozarja pa nas tudi, naj bomo pozorni. Opozarja nas, da se bo nepostavnost povečala. Opozarja nas, da se bo ljubezen pri mnogih ohladila. Obljublja pa nam, da kdor bo vztrajal do konca, da bo rešen. Kdor bo vztrajal do konca, bo rešen. Jezus pravi, da bo evangelij kraljestva oznanjen po celemu svetu, v pričevanje vsem narodom in takrat bo prišel konec. Danes sem želel, da se na kratko spomnimo, da Jezus vse nas vabi, da se učimo o Božjem kraljestvu. Želel sem, da se spomnimo, da nas je kot njegove učence poslal oznanjati evangelij kraljestva. In spomnili smo se tudi, če ponovim malo, da smo tudi ne glede na stiske resnično svobodni v Jezusu Kristusu in da smo prebivalci nebeškega kraljestva. Pa tudi seveda, da v svetu mrgoli resnic in mrgoli različnih ponudb za tako imenovane mere, take ali pa drugačne sorte. Obstaja pa le ena resnica z velikim R in ta je naš mir z velikim M. Ja. Naš knez miru, naš ljubeč Bog in Oče vlada in naj nas on še naprej vodi v svojem resnic, v svojem umeru, po svoji sveti posti.